V Rogaški Slatini se zavedajo pomena vlaganja v gospodarsko infrastrukturo. Celjski Šent deluje v novih prostorih na trgu celjskih knezov. Plače na Celjskem v lanskem letu še vedno za državnim povprečjem. Nogometaši Rudarja po prvi tekmi z Romuni močno oddaljeni od napredovanja v tretji predkrog Evropske lige. Drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, dober dan v naši informativni oddaji Dogodki dneva. V občini Rogaška Slatina se zavedajo, da je treba razvijati svoje potenciale na različnih področjih. Tako se že nekaj časa krepijo tudi vlaganja v izboljšanje gospodarske infrastrukture. Že v tem trenutku se uvrščajo v zgornjo desetino slovenskih občin, veliko pa pričakujejo tudi od novega podjetniškega centra, ki je tik pred dokončanjem. Med različnimi analizami slovenskih lokalnih skupnosti obstaja tudi tista, ki je pod drobnogled vzela razvoj gospodarstva v slovenskih občinah. Z tega izhaja, da je občina Rogaška Slatina na področju razvoja gospodarstva na 17. mestu med 212 slovenskimi občinami in prav tako iz te analize izhaja, da močno izstopa občina na področju ustvarjanja novih podjetij in po številu oziroma vrednosti investicij na prebivalca. In še en pomemben podatek, to pa je, da Rogaška Slatina sodi med občine, ki za svoje delovanje porabijo najmanj. Na podlagi dobrih izkušenj z mrežnim podjetniškim inkubatorjem o Prvomajski cesti so se po desetletju dejavnost odločili izboljšati z novim centrom ob Celjski cesti. Poslovni center Vrelec je objekt, kjer bomo zagotovili priložnost mladim izobraženim kadrom, ki nimajo zaposlitve in iščejo poslovno žilico, da jo preizkusijo. Tako bodo lahko pridobili opremljene prostore pod ugodnimi pogoji, sicer pa je projekt vreden 2 milijona evrov, v njem bo 60 novih delovnih mest, deloval bo pa pod okriljem obstoječega inkubatorja, ki že od leta 2009 uspešno posluje. Podjetnikom v slatinski občini namenjajo pozornost tudi ob občinskih praznikih. Tokrat je eno od plaket prejelo podjetje, ki je s svojimi izdelki prisotno po vsem svetu. To so razne delje za vetrne elektrarne, hidroelektrarne, operacijske mize, valjarne, dvigala, dvigala v lukah in take zadeve. Pomembno število delovnih mest pa v obsoteljski občini ustvarijo tudi s turizmom, ki v zadnjem obdobju posega po novih priznanjih. Izjemno sem vesela, da je Rogaška letos prejela najvišje priznanje na področju trajnostnega turizma, ki ga Slovenska turistična organizacija podeljuje v okviru zelene sheme, to je zlati znak Slovenija Green. Rogaška je prejemnica vrste priznanj na področju urejenosti kraja. Slatinčanom uspeh priznavajo tudi na gospodarskem ministrstvu. Občina Rogaška Slatina je uspešna in lepa občina. V prejšnji finančni perspektivi ste pridobili 12,6 milijona evrov dodatnih sredstev iz skladov Evropske unije in iz proračuna Republike Slovenije. Kot sami opazimo, lahko vidimo, da so bila ta sredstva zelo dobro uporabljena. Dnevni center Slovenskega združenja za duševno zdravje Celje se je pred kratkim preselil v nove prostore na trg Celjskih knezov Celje. Prostore je centru zagotovila mestna občina Celje, v njih pa bodo zaposleni in uporabniki imeli boljše pogoje za druženje, ustvarjanje in preživljanje prostega časa. Glavni namen društva je varovanje človekovih pravic in dostojanstva oseb s težavami v duševnem zdravju. Z aktivnostmi tako skušajo doseči višjo stopnjo vključenosti takšnih ljudi v družbo in povečati njihovo zaposljivost. Eden od načinov druženja je tudi dnevni center. Ta je zdaj svoja vrata odprl na novi lokaciji v centru Celja. Prostori na Teharski so bili nekoliko utesnjeni za vse 3 programe, tudi socialna vključenost, ki je zdaj na Hudini, ter za prostore pisarno-stanovanjske enote. Trend pa je vsekakor, da nismo na obrobju mesta, ampak da smo v središču mesta, da smo tako rekoč vsem pri roki in tudi vsem na voljo. To je bila mestna občina Celje tukaj prijazna, da so nam omogočili te lepe prostore.
In tle je dnevni center in pisarna za stanovanjske skupnosti. Zdaj smo tole vse opremili pa pobarvali. Smo zelo veliko odvisni od donacij in tudi se te zelo želene, če je mogoče. V glavnem naši uporabniki tle preživljajo svoj prosti čas. Druženje in preživljanje prostega časa je v dnevnem centru društva Šent prepleteno številnimi aktivnostmi. Različne delavnice za naše člane, torej uporabnike, svojce, potem jaz imam individualno obravnavo, torej individualne razgovore, svetovanja, potem informativne, razbremenilne razgovore, potem so tle različne aktivnosti, skupine za samopomoč za uporabnike in za svojce, razna predavanja in razne prostočasne aktivnosti, kreativne delavnice. Posebej ponosni smo na naš pevski zbor Tornado, pa je tudi plesna skupina Žarek. Dopoldanski čas praktično vsak dan zapolnimo z raznimi aktivnostmi, za katere niso potrebna posebna predznanja, da nimamo tečaj računalništva. Vemo, kako je s pametnimi telefoni in pa z starejšimi generacijami, tudi tu smo jim pomoč. Potem so razne delavnice, tečaji jezikov, zabavna matematika na nek blok, bolj zabaven način poskušamo jim prikazati zadeve, ki so jim vsakodnevno v pomoč, ustvarjajo z mandali, z žganjem na les. Vključitev je prostovoljna, pravijo, pa tudi članarine nimajo, zato so odprti za vse, ki bi jim takšno druženje lahko spremenilo življenje. Tako kot nekaterim obstoječim uporabnikom. Od 97. leta redno obiskujem Šent dnevni prostor. Tam imamo te razne dejavnosti. V začetku sem obiskoval angleščino, se izpopolnil jeziku, potem pa nadaljeval tudi s svojimi skupinami. Gre za to, da se človek nauči navezovati stike, da si ukrepiš to informacijsko mrežo, da se usmeriš tja, kar želiš in da odkriješ svoj potencial. Jaz sem se odločil, da pridem ta dnevni center, da sem tule v družbi, pa da se družim z ljudmi in da nisem sam doma. Jaz hodim v pevski zbor, hodim na razne delavnice in tako dalje. Svojo ustvarjalnost radi pokažejo drugim. Ob našem obisku smo tako lahko med drugim prisluhnili tudi recitacijam avtorskih pesmi. Oči mi begajo po samotnih lesenih klopeh, kjer v tem času prav nikogar ni. Po ulicah praznih te iščem, tu slišim le odmev svojih korakov. Pri delovanju dnevnega centra so v veliko pomoč tudi prostovoljci. Pomagajo nam pri vodenih tečajev angleščine, tečaji francoskega jezika, astrologija, astronomija, pevski zbor, učenje kitare in pa podobne aktivnosti, pravzaprav vse tiste, ki jih zanimajo in kateri bi se radi naučili. Odprti smo za vse pobude, tako kot smo tudi odprti za vsakega novega uporabnika. Ni pomembno, da je član Šenta, ni pomembno, da je pripadnik oziroma da je član duševnega zdravja. Vsem so vrata odprta in vsem smo na voljo. Dnevni center društva Šent v Celju sicer mesečno obišče med 100 in 150 ljudi. Povprečna mesečna bruto plača v savinjski statistični regiji je še vedno za okrog 13% nižja od slovenskega povprečja. Pregled poslovanja gospodarstva v letu 2017 je pokazal, da je na območju regije povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v lanskem letu znašala 1396 evrov, kar je za slaba 2% več kot v letu 2016. Gospodarske družbe v regiji so v lanskem letu število zaposlenih povečale za skoraj 8% ter ustvarile približno 10% več prihodkov kot v letu 2016. Celjska regija je svojo gospodarsko moč glede na Slovenijo uspela ohraniti, v nekaterih gospodarskih kazalnikih pa je celo presegla slovensko povprečje. Nogometaši velenjskega Rudarja so v prvi tekmi drugega predkroga Evropske lige na svojem stadionu z 0:2 izgubili proti Romunom. Povratno srečanje bo na sporedu čez teden dni v Bukarešti, skupni zmagovalec dvoboja pa se bo v tretjem predkrogu Evropske lige pomeril zmagovalcema obračuna Hajduk Split, Slavije Sofija. Steaua je na prvi tekmi v Velenju prišla do zaslužene zmage. Jaz mislim, da smo kar dobro parirali. Gre za zelo kvalitetno moštvo. Prvi polčas smo mogoče zelo hitro prejeli tisti zadetek. Na to smo nekako poskušali izenačiti. Imeli smo nekaj priložnosti, ogromno predložkov, ampak
tista pika in nam je manjkala. Drugi počas smo mislim, da dobro začeli, pa nekako si je tudi moči zmanjkalo. Nasprotnik je še enkrat zadev in na koncu tudi rutinirano zmago. Se je Steaua pokazala v takšni luči, kot so jo Velenjčani pričakovali? Pa jaz mislim, da se je. Smo že takoj vedeli, da gre za kvalitetnega nasprotnika. Mi smo se sicer dobro pripravljali in jih analizirali vse, ampak kvaliteta je kvaliteta. Ne. Jaz mislim, tako kot sem rekel, da smo dobro parirali, resnično mislim, da smo ok odigrali, ampak tista pika ne je manjkala. Zmanjkalo je tiste malo več konkretnosti v napadu in oni so dvakrat zadeli. Čaka nas še ena tekma, ne bomo se predali, gremo tam pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Povratna tekma bo v četrtek v Bukarešti. Moštvo Rudarja nima pritiska, saj nima kaj za izgubiti. Kljub velikemu zaostanku pa Velenjčani ne obupujejo. Gremo tam po želji, da rezultat preobrnemo, da se borimo, da damo vse od sebe. Na koncu pa bomo videli, če bo to dovolj. Še prej Rudar med vikendom čaka tekma drugega kroga državnega prvenstva. Varovanci trenerja Marjana Pušnika bodo gostovali v Domžalah, kjer bodo poizkusili zaceliti rane po visokem porazu v vodnem krogu proti Mariboru. Ja, sigurno nas je tisti poraz z Mariborom nas je presekal. Ogromno smo si imeli zapovedati, veliko smo preučevali, kaj je šlo narobe. Jaz mislim, da smo povedali si, kar smo si mogli in mislim, da bo tekma z Domžalami drugačna. Velenjčani bodo v Domžalah gostovali v nedeljo ob 20:15. Američan Chris Thomas pa je novi trener košarkarskega kluba Zlatorog. Na tem mestu bo nasledil dolgoletnega trenerja Aleša Pipana, ki bo v novi sezoni vodil moštvo Zadra. Thomas je od leta 2013 do leta 2015 pod taktirko Božidarja Malkoviča in Jureta Zdovca deloval v slovenski reprezentanci. V Združenih državah Amerike pa je bil pomočnik trenerjev v več študentskih moštvih v ligi NCAA, kasneje pa tudi del strokovnih štabov NBA, moštev Miami, Golden State Warriors, Chicago Bulls in Utah Jazz. Thomas bo v Laško pripotoval v začetku avgusta, ko bodo Laščani začeli s pripravami na novo sezono. Ponoči se bo ozračje umirilo in postopno zjasnilo, ponekod po nižinah bo lahko nastala megla. Jutri bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek bo sončno in vroče. Izjemoma lahko v goratem svetu nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Toliko v naši današnji informativni oddaji. Želimo vam lep vikend in bodite z nami tudi v ponedeljek. Nasvidenje.